Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje, lep pozdrav, vas pozdravljamo v imenu seveda Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in v imenu naših kolegov iz javnega sektorja, ki tudi prisostvujejo vašemu kongresu. Rekel bi samo to, da se zavedamo, da je sindikalno delo izjemno težko in poznavajoč vaše delo izražam veliko spoštovanje do vsega, kar ste storili. Izjemno spoštovanje izražam tudi vodstvu vašega sindikata, seveda Branku, dobremu našemu sodelavcu, kolegu, prijatelju in želim ti, Branko, da bi še naprej takšen borac po dobro vseh nas, ne samo po dobro tega vašega, tvojega sindikata. Je res, da je pred nami in v času, v katerem želimo biti sindikalist, biti član teh naših organizacij izjemno težko. Namreč ta duh neoliberalizma, ta virus se preselil praktično v skorajda vse državne inštitucije in tudi v inštitucije Evropske unije. Vse je praktično podarjeno interesom kapitala, vse je podarjeno nekim številkam povezane z proračunskim primanjkljajem, konkurenčnostjo. To je osnovni cilj, ki naj se mu vsi podredimo. Namesto, da bi se to bilo podarjeno nekemu drugemu cilju, da bi dosegali bolj prijazno, lepše življenje za ljudi, ki pač želimo bodisi v Sloveniji, bodisi v Evropski uniji. Tudi sicer je demokracija takšna, kot se zdaj izoblikovala, po meri kapitala, ne pa po meri ljudi. Gospodje zahtevajo reforme, strukturne, seveda v mislih imajo spremembo, seveda na slabše, spet življenja ljudi. So potrebne strukturne spremembe v tej nesrečni Evropski uniji, pa tudi pri nas. Ampak to so strukturne reforme, ki naj spremenijo vlogo bančnega sistema, vlogo kapitalskih trgov, vlogo nekih inštitucij, posrednikov, ki v hlastanju po dobičkih ne poznajo dobenih ovir. In to se čuti kot permanentni pritisk na življenje ljudi. In seveda tudi pri nas, žal smo del tega prostora in časa. Poslušamo zadnje čase spet od nekaterih naših politikov, da morajo pač se prikloniti Bruslu, morajo se prikloniti nekim obljubam, v neki prodaji in še marsikaj, ker če ne zgube verodostojnost do teh gospodov v Bruslu. Ampak ali ni neka druga zguba verodostojnosti pomembnejša? Verodostojnost do nas, ki smo izvolili, verodostojnost do besed, ki so izrekli pred volitvami. Zdaj se pa obnašajo drugače, pozabljajo na marsikaj. In tudi to, gledajte, to mora biti aktualno. Včeraj smo slišali strani ministra za finance, da če ne boste popustili, bo Evropska komisija zahtevala znižanje plač. Ampak, zdaj ali minister ne ve, ne pozna, ali pa pozna, pa kljub temu to govori. Obstoja temeljna pogodba Evropske unije, to je ustava. In v 153. členu je navedeno, kaj lahko Evropska unija počne. Ampak tam je tudi odstavek, ki izrecno pravi, česar pa ne sme, nima pristojnosti. In je zapisan, da Evropska unija ne sme posegati na področje plač, ne sme posegati na področju stavke in zborovanja. To bi moral minister vedeti. Ne pa strašiti za nečem, kar pomeni kršitev ustave Evropske unije. In za tega je prav, da se upiramo. Kajti ta spopad gre v bistvu je za boj za prerazporejanje bogatstva, ki nastaja. Prerazporejanje v prid kapitala. Dobički, to je osnovno, kar nas naj pelje nekam. In za tega ta upor.
je potreben. Mi se da stavimo na socialni dialog. Ja, ampak brez nekih iluzij. Ta konflikt med delom in kapitalom je tukaj. Gre za milijarde. Za banke se najde milijarde evrov takoj. Politiki imajo tukaj neverjetno energijo, moč. Dokapitalizirati banke. Ampak zakaj pa ne bi dokapitalizirati standarda ljudi? Vse pokojnine, javni sektor, plače, socialne pravice niso in ne morejo biti sovražnik razvoja. Niso, ne morejo biti. Ampak to težko dopoveš tem ljudem, ki imajo moč in oblast. In tudi razprodaja podjetij se tiče vseh nas, ne samo zaposlenih. Razprodaja dobra podjetja, ki prenašajo dobičke, ker je glavno za državna podjetja. Ja, niso za slaba, prenašajo dobičke v proračun. In zdaj bo postal lastnik nekdo drug, neka druga država in dobičke bodo šli drugam. Ne gre tukaj samo za problem zaposlenih, za problem delovnih mest. Tudi za šolstvo gre. Tudi za slovenski jezik gre. Kajti vse pogosto v takih podjetjih, ker postanejo tujci lastniki, je slovenski jezik odrinjen v komunikaciji. In dobra podjetja, ki imamo v Sloveniji, ja, tudi dobra so, ponavljam, so tudi rezultat povezave z šolstvom, z fakultetami, z univerzami. In ko vse to pade, bo padel ne samo delavec, ponos delavca v teh podjetjih, pač pa tudi prenekatera inštitucija. Tukaj obstanem. Res vam želim, zavedajoč se, da smo skupaj v tem spopadu lahko močni, skupaj smo uspešnejši. In ta spopad ni enostaven, tukaj ni romantike. In prav vi, vaš sindikat, s svojim dejanjem kaže, da se tega zaveda. Izražam skratka željo, da bi bili uspešni, kajti vaši uspehi so v mnogih primerih usodni za delavstvo v Sloveniji. In dajmo biti skupaj. Ne past na tisto, kar bi želeli nekateri. Delitev delavcev v javni sektor na eni strani in delavcev v gospodarstvu. Češ, da to ne gre skupaj, da so interesi različni. Ne. Interesi so podobni, enaki, tudi isti v mnogih stvareh. Če vi izgubite neko pravico danes, bodo jutri natanko to isto pravico izgubili tudi ostali. Zato res želim vam, da bi bili uspešni, želim vam, da bi čim več sodelovali skupaj. In tudi tebi, Branko, in vodstvu želim uspešno delo. Hvala lepa. Zagovornik